Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v družininem studiu. Ob papeževi razglasitvi Nihil obstat Marijinih prikazovanj v Medžugorju smo v družinin studio povabili tiskovnega predstavnika Katoliške cerkve, dr. Gabriela Kavčiča. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Novinarska konferenca o Medžugorju v Vatikanu se je pravkar končala. Na njej so razglasili Nihil obstat. Dr. Kavčič, kaj to v resnici pomeni? Ja, podobno kot ko se izdaja katoliška literatura, to tukaj na družini dobro poznate, je treba zmeraj, ko gre za kakšno versko zadevo, dobiti primerno dovoljenje cerkve, katoliške cerkve, da je vsebina te knjige, na primer, skladna s katoliškim naukom. Zato lahko ta Nihil obstat, prav izraz je zelo podoben, celo isti, za nekatere primere lahko razumemo kot eno tako, dajva reči, pazljivo zeleno luč svetega sedeža katoliške cerkve vsemu temu dogajanju v Medžugorju. Zdaj, zakaj pazljivo, bova pa še razlagala, ampak Nihil obstat zdaj razumemo kot dokončen da cerkve trenutnemu in poudarek na trenutnemu dogajanju v Medžugorju. S tem mislim na romanja, na pobožnosti, na vse, kar se tudi širom po svetu dogaja, vsakič, ko najdemo neko medžugorsko podobo nekje, vse to ima sedaj Nihil obstat, je pa še zmeraj določena pazljivost zaradi tega, ker se sveti sedež ni izrekel glede tako imenovanih nadnaravnih dogodkov na začetku vsega tega medžugorskega dogajanja. Torej, ne moremo reči, da so potrdili pristnost Marijinih prikazovanj. Tako, to bi bilo tudi težko pričakovati, ker so že, kot je bilo danes na tej kar precej dolgi tiskovni konferenci, kar trajala, je bilo v bistvu to večkrat povedano, se mi je zdelo, da relatorji, ti, ki so nastopali, se pravi razni funkcionarji kongregacije za nauk vere, se mi je zdelo, da prav hočejo poudariti to, ne da ne bi hoteli, ampak da je težko, prav težko je, kar je tudi papež Frančišek že večkrat namignil, težko je razglašati tako imenovano nadnaravnost kakršnega koli dogodka. S tem imamo opravka recimo pri tako imenovanih svetniških postopkih, s tem imamo opravka tudi pri Marijinih prikazovanjih, ni nemogoče, je pa težava. Tukaj so pa sploh težave, je zgodovinski kontekst, ga je tudi kardinal Fernandez omenjal, se pravi spor frančiškani, škofija, vse to je bilo, vsak, ki pozna to medžugorsko zgodbo, ve, da je bilo kar nekaj tudi čisto zgodovinskih zapletov tam. Potem je tudi toliko let že od tega, niso čisto nič nasprotna mnenja sicer, ampak ne pa prav pozitivna mnenja niti iz časa, se pravi govorimo o letu 81, 86, 91 v tem časovnem okviru. Nimamo najboljših dokumentov ali pa nedvoumnih recimo odločitev, tako da se glede tega rajši sveti sedež ne izraža. Se pa meni to zdi čisto pozitivno, ker je pravilo v cerkvi, da gledamo res na prvem mestu pastoralo. Z pastoralnega vidika pa, in to je bilo mnogokrat že povedano v Medžugorju, praktično ni kaj očitati, kot zagotavljata tudi oba vizitatorja, oba škofa, ki sta bila od papeža tja imenovana v zadnjih letih za to, da bi doživela Medžugorje na licu mesta, kot ga doživi vsak romar, ki tja poroma. Omenili ste, da je to dolga leta trajajoče razglabljanje, ali so prikazovanja pristna ali ne. Nekaj časa je bilo celo prepovedano romati v Medžugorje, leta 2019 so dovolili organizacijo romanj v župnijskih skupnostih. Kaj mislite, da je zdaj prispevalo k temu, da so se pa vendarle izrekli v Vatikanu glede Medžugorja? Torej, da bi bilo prav prepovedano romanje, se pravilno povedali samo, da pojasnim, kako smo duhovniki, ali pa jaz takrat še bogoslovec, to obvozili. In to je cerkev vedela, tudi škofije Mostar Duvno je to vedel in je bil splošno sprejeti obvoz. Namreč, da je duhovnik tako skupino samo spremljal, ni pa organiziral. Se pravi, ni bilo župnijskih romanj v pravem smislu, ampak so se ljudje sami odločili, povabili svojega župnika zraven, pa če tudi je župnik sprejemal prijave na avtobus in je to zadoščalo. Glejte, bo kdo rekel, brez veze komplicirajo. Gre za to, in to tudi zdajšnja odločitev vključuje.
Gre za to, da če Sveta cerkev nečesa ne potrdi, potem ne sme prihajati, ali pa če se le da, naj ne prihaja niti do slutnje, neke nadnaravnosti, da ne bi potem ljudje kar mislili, bili zavedeni, da je pa zdaj cerkev to odobrila. Ni odobrila teh prikazanj, je pa odobrila pozitivne učinke vseh teh prikazanj, ki naj bi se zgodila, ki jih pa mi ne moremo dokazati. In zato je bil ta obvoz, se pravi romanja, so, kot vemo, zmeraj potekala. In zdaj mislim, da se pravzaprav ne bo bistveno nič kaj spremenilo. Vemo, Mladi fest, vemo, kako tudi ta zasebna župnijska in drugačna romanja potekajo vsa ta leta. Je pa res, da je, kot ste omenili, že od 2019 zelo, bomo rekli, sproščujoče, recimo tudi za nas duhovnike, da lahko v miru spremljamo skupine, in tukaj imamo zdaj pa popolno zeleno luč. Se pravi, Sveta cerkev pravi, pojdite, ker se dogajajo tako izjemne stvari, Gospod Bog dela tako izjemne stvari na tem kraju, da res ni nobene težave, malo manj pa bomo razglabljali o samih prikazovanjih. Kaj Marija v Medžugorju v resnici sporoča? Kaj so tista njena sporočila? Torej, jaz ne spremljam teh redno, to je tudi prefekt kongregacije omenil, da se je, kako je že rekel, da se je skoraj da načrtovalo, koledarsko urejalo že ta Marijina prikazovanja, kar je poskrbelo za določeno problematičnost vsega skupaj. Jaz se še sam spomnim, pred leti sem bil v enem od teh penzionov slavnih v Medžugorju in je bil kar en tak odtrgan list papirja, pa je gor pisalo videnje danes popoldne in potem ne, tako. Seveda jaz se tega nisem udeležil, se pa tudi meni malo čudno zdelo. Tudi Sveti oče je enkrat komentiral, da Marija pa vendarle ni kot poštarica ali pa kot tiskovni predstavnik, da zdaj komentira ravno vse dogajanje. Sem se pa ravno danes, še pred tiskovno konferenco, pogovarjal z enim duhovnikom, ki je pa zelo povezan z Medžugorjem, in je rekel, če bi bral tisto, je rekel, je mir, in iz tega tudi pride ta kraljica mira, Regina de la Pace, so danes izdali tudi dokument s tem imenom, mir, molitev, pokora, post. Te v bistvu zelo klasične katoliške teme. Zato pa kongregacija tudi ni imela velikega dela pri prepoznavanju pozitivnih sadov. Zaradi tega, ker ni ničesar kontroverznega noter, politično ali pa zgodovinsko, ne vem, kakorkoli specifičnega. To so v bistvu zelo normalna, zelo klasična katoliška sporočila. Govori se tudi o skrivnostih, ko so novinarji vprašali prefekta Fernandeza, če lahko kaj pove o tem. Bilo naj bi 10 skrivnosti, se je izognil vprašanju. Mogoče vi lahko poveste, kaj se skriva za tem? Torej, jaz sigurno, da ne, težko bi komentiral to zadevo. Tudi jaz bi se najrajši izognil temu vprašanju, ampak tiskovni predstavnik mora odgovarjati. Nisem nikoli se poglabljal toliko v to zadevo. Jaz mislim, da se je prefekt upravičeno izognil vprašanju ravno zaradi tega, ker je Sveta cerkev z današnjo odločitvijo vso to medžugorsko zgodbo zgradila tako imenovano okrog, je rekel prefekt, okrog vsega tega, kar naj bi se dogajalo leta 81 in naprej, ne v. To je poskušal prav posebej poudariti, da se v bistvu gradi na skorji, ker jedra ne moremo čisto dobro prepoznavati. In v to jedro bi sodila tudi te skrivnosti. Tam je seveda velika podobnost s kakšnim drugim, pa zelo priznanim marijanskim prikazovanjem. Tako da se ne čudim, da se ni hotel recimo ukvarjati z novinarskim vprašanjem na to temo, če je že sam dokument jasno povedal, da prav na tem ne bodo gradili svoje odločitve. Kaj mislite, da se bo spremenilo v Medžugorju samem, v vasici? Ali bodo zdaj verniki še bolj drli, ali, kot ste rekli, je tega že tako toliko? Ja, to bomo videli. Jaz mislim, da bo dalo še en določen zagon in sem tega tudi vesel. Tudi sam sem kot bogoslovec velikokrat župnikom Romov v Medžugorje in sem bil zmeraj tega vesel. In tudi ravno pred nekaj dnevi sem na pastoralnem svetu v svoji župniji rekel, da mislim, da je čas, da tudi mi poromamo tja dol.
Sem pa videl recimo danes v pogovoru s tistim duhovnikom, ki sem ga že omenil, kako se mu je razjasnilo, ko sem rekel, menda bo Vatikan dal neko priznanje in rekel, no končno. Se pravi, da morda, če se bo poznalo v številkah ali ne, ne vem, gotovo se bo pa poznalo v vznesenosti vseh tistih, ki spremljamo vernike na poti vere, tudi na poti v Medžugorje včasih. Hvala lepa za vaše pojasnila in tudi vam nasvidenje.